Dober dan, spoštovani gledalci, sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Danes smo na četrtni skupnosti Posavje in z nami je predsednik četrtnega sveta, gospod Amir Crnojević. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Kakšna je vaša ocena povezanosti med vašim četrtnim svetom in četrtno skupnostjo Posavje? Ja, svet četrtne skupnosti Posavje je zelo aktiven in je tudi vključen v samo četrtno skupnost. V četrtni skupnosti Posavje oziroma sam svet četrtne skupnosti Posavje organizira številne dogodke, med drugim podpiramo tudi številne nevladne organizacije, zavode, javne zavode z našega območja, ki seveda za krajanke in krajane izvajajo programe in projekte in seveda preko tega smo tudi ustrezno povezani. Sicer pa sem kot predsednik četrtne skupnosti na voljo tudi za krajanke in krajane. Enkrat mesečno imam pogovorne ure, kjer se lahko seveda naročijo in dogovorijo za sestanek z menoj. Hvala. Kakšna pa je vaša ocena povezanosti med vašim svetom pa med Mestno občino Ljubljana? Ja, tukaj lahko rečem, da seveda odkar je podžupan gospod Dejan Crnek, smo zelo povezani z delovanjem Mestne občine Ljubljane, mestno upravo in seveda tudi drugimi javnimi zavodi in javnimi podjetji v sklopu Mestne občine Ljubljana. Seveda je lahko vedno bolje, pa vendar menim, da smo dobro povezani, da smo dobro obveščeni, da so naše pobude velikokrat sprejete in velikokrat tudi realizirane. Kako bi se po vašem mnenju dalo še izboljšati? Ja, zagotovo je še veliko prostora za izboljšanje, predvsem gre to na račun nekaterih oddelkov v mestni upravi, ki so preveliki, ki imajo seveda veliko število nalog, premalo ljudi, ki pač delujejo na tem področju in seveda potem se pojavljajo razni zaostanki, posledično tudi mi potem, ker smo seveda razne pobude, ki jih prejemamo od krajank in krajanov, posredovali, potem zahtevamo odgovore, urgence na zadeve in seveda potem to povzroča včasih tudi malo slabe volje. Hvala. Kakšna bi bila pa vaša ocena ideje, da bi bili županov občinski svet sestavljeni iz predsednikov četrtnih svetov? Tej ideji sem naklonjen. Tudi sam sem bil povabljen v ekipo Zorana Jankovića v tem mandatu, da kandidiram na njegovi listi za mestnega svetnika. Menim, da je že sedaj v tem mandatu in tudi v preteklem bilo kar nekaj dobrih predsednikov, ki so bili tudi v mestnem svetu. Seveda je ta ideja dobra, pa vendar je to odločitev vsakega posameznika, torej vsakega župana. Hvala. V vaši četrtni skupnosti seveda zbirate pobude. Kako to poteka v praksi? Ja, zdaj seveda največ pobud dobimo preko e-naslova, torej naš e-naslov je mol.posavje@ljubljana.si. Aktivni smo tudi na Facebook strani, imamo uradno Facebook stran Četrtna skupnost Posavje, kjer lahko seveda krajanke in krajani pošljejo neposredno sporočilo ali pa lahko celo na zid objavijo predloge. Seveda je možno tudi v času uradnih ur predloge oziroma pobude dostaviti na samo četrtno skupnost, kjer je na voljo strokovna sodelavka. In pa seveda preko pošte oziroma možno je priti tudi na samo sejo sveta, vendar je seveda najlažje, če so pobude dane nekoliko prej, kot je sama seja sveta, da se lahko pripravimo na samo obravnavo te pobude. Hvala. Prosim. Je morda nekaj, kar bi želeli sporočiti gledalcem? Ja, vsekakor v četrtni skupnosti Posavje smo zelo aktivni, pa vendar si želimo še večjega sodelovanja samih krajank in krajanov. Velikokrat namreč, ko organiziramo razne prireditve, v mislih imam predvsem naš dogodek, ki se odvije vsako leto v marcu ali aprilu, to je čistilna akcija za lepšo Ljubljano. Vedno naredimo veliko promocije, pa kljub temu se tega dogodka udeleži zelo malo ljudi. Menimo, da je potrebno vključevati otroke. Seveda tukaj imamo srečo, da imamo zelo aktivno osnovno šolo Danile Kumar, ki se vedno rada vključi. Tudi naše nevladne organizacije, ki delujejo na našem območju, so aktivne, se rade udeležijo tega, pa vendar si želimo še več sodelovanja s strani naših krajank in krajanov.
Sicer pa bi lahko povedal, da so vedno dobrodošli na naše dogodke, da jih vedno seveda radi gostimo tudi na samem sedežu četrtne skupnosti po predhodnem dogovoru in to je to. Hvala lepa, gospod Crnojevič, in hvala tudi vam, spoštovani gledalci. Nasvidenje. Tudi vam hvala lepa. Srečno.